Danes sem se odločila, da bom govorila o malo bolj pomembni temi, ki sem jo že namigovala v mojih prejšnjih videih na Instagramu. Tako da, če ste klikali ta video, bi vas prosila, da ga pogledate do konca zaradi vseh informacij in pa tudi nagradne igre. Glede na to, da vseeno gleda par tisoč ljudi moje videe, sem se odločila, da bom danes govorila o malo bolj pomembni temi in sicer kako rešiti svet. Pa ne se preveč strašiti, ne bo preveč agresivno kakorkoli, ampak tak res male stvari, ki jih lahko naredi vsak. Če imate YouTube kanal, če imate sledilce, če imate Instagram, vas pozivam, da tudi vi delite podobne nasvete na Instagramu, kjerkoli, sam toliko, da razširimo besedo tudi o nekih pomembnih stvareh in ne samo, da se odpira nova trgovina, da je prišel novi make-up, kar nimam by the way nič proti, cause I love that stuff. Ampak, malo bolj na resno temo danes, zdaj. Preden grem video, bi se rada zahvalila vsem podjetjem, ki so sodelovala v tem videu. Vse od vas obožujem. Sama že nekaj časa, nekaj let, recimo, se skušam malo bolj zaveščati o teh stvarih in skušam malo bolj pomagati, da ne uporabljam plastičnih vrečk, da bi čim manj kupovala stvari, ki jih ne rabim, oziroma da bi čim bolj kupila stvari, ki so reusable oziroma so vsaj pakirane na način, da lahko ali recikliraš, v bistvu pa je cilj, da sploh ne rabiš reciklirati, torej da je steklo ali kaj podobnega. Prva stvar, ki se mi zdi, da je najbolj jasna, je uporaba steklenic namesto plastičnih kozarcev, flaš, kakorkoli. Tukaj priporočam, da si kupite neko steklenico, ki je ali reusable, ampak še boljše je, če je steklena in jo imate doma in jo znova uporabljate. Lahko kupite navadno stekleno, ampak meni osebno so bolj všeč flaše, ki pač so neke dekorirane, personalizirane, zaradi tega, ker potem imaš res tisto flašo, ki jo uporabljaš. Jaz imam flašo od Equa. Verjetno ste že čuli za to, po mojem je to ful znano, v vseh trgovinah pri nas lahko najdete ta. Sicer ni steklena, ampak je reusable, ima dva nastavka in sicer duckam lahko daš slamico in pa še en pokrovček, ki lahko daš gor in potem zelo lahko nosiš naokoli. Vse stvari, ki vam bom pokazala od produktov, oziroma večina, imam dva produkta, da tudi eno od vas zmaga to. Če slučajno vas zanima in če si ne zapomnite, izkod so stvari, bo napisane tukaj gori, pač proizvajalci in pa tudi v linku v opisu spodaj bom dala povezave do produktov, da jih lahko sami kupite, če jih želite, če ne boste slučajno zmagali tega giveawaya. Lahko enkrat na druga stvar, ki so slamice. Ta slamica, kot vidite, ni plastična, ker najbolj mi je šlo na živce, da vedno, ko sem šla na pijačo, kamorkoli, so mi zraven CD-vite dali plastično slamico in sem se zadala, da bom začela sama nositi slamice poleg te reusable in rekla, da ne rabim slamico, da si ne bo boge želvice umirale. Zaradi tega, ker če še niste videli teh videov, so zelo žalostne. Poleg tega, jaz imam ful rada slamice, itak lahko rečete brez slamice, pač pijete normalno, ampak jaz ful rada pijem skozi slamico. Meni so jih poslali iz LD Trend in tam imajo ful cool skeš, imajo različnih barv. Imajo navadne, srebrne, imajo pisane, zakrivljene, ravne. In mislim, da ena stane tak manj kot 2 evra ali pa mogoče 2 evra pa nekaj. Vse stvari, o katerih bom govorila, so mogoče malo dražje, ampak to sem morda zvedela, da je to neka vrsta investicija, zaradi tega, ker večina stvari, oziroma vse stvari, ki jih tu pokažem, so reusable, torej jih lahko uporabljate ponovno in ponovno in ponovno in ponovno in ponovno. Ali kupiš za 20 evrov flašo, ta je bila mislim 16, ali pa greš vsaki drugi dan, pa kupiš flašo tam in boš itak na koncu leta dal 3-krat več za te plastične flaše, ki jih ne potrebuješ. Tretja stvar so vrečke, ki so iz blaga ali pa kaj podobnega, lahko jih sami naredite. Prva, ki vam bom pokazala, je dejansko iz Špara, ker ima Špar zdaj te vrečke, ki so za večkratno uporabo, za sadje in zelenjavo. In sicer še bolj idealno je, da kupite neko, ki je prav iz blaga, ali pa je celo sami lahko naredite za starih majic. Bom linkala spodaj neke tutoriale, to je pač za sadje in zelenjavo. Potem pa imam te vrečke iz blaga, ki jih jaz uporabljam pač konstantno. Jaz jih nosim na faks ali pa torbo, na fitness, ko grem na sprehod, pač jaz obožujem, pa sploh, če so take luškane, pač prosim, poglejte si to. Ta vrečka je iz Buy Me a Bags in prosim, jaz si obožujem zaradi tega, ker so gor metuljčki in pač hrošči. Kljub temu, da jaz ne maram hroščev, imam ful rada printe, kjer so hrošči gor.
Za vse, ki zelo radi pijete kavo ali pa čaj ali karkoli podobnega, so ti reusable cups iz ok.si so ti. Jaz osebno ne na toliko face pijem kave ali pa čaja, zato sem tega dala Lukasu, ker pač on ful pije kavo. V enih kavarnah lahko prineseš svojo posodico in ti pač tja noter naredijo kavo, ne rabiš imeti papirnatega lončka ali pa plastičnega lončka, kar je še itak slabše. Pač papirnati je ok, ampak če lahko imaš svojega in je reusable, tu se ne gre samo za to, da ja, lahko uporabiš papir, ampak tudi to je neki odpadni material in je boljše, če uporabiš nekaj, kar se znebiš res redko, če veste, kaj mislim. Oblačila lahko kupiš tudi rabljena. Imaš pa tudi trgovine, kjer lahko ti neseš svoje stvari nazaj. Jaz vem, ko sem delala pač H&M, ne vem, katere trgovine ima to, ampak ti lahko prineseš vrečke starih oblačil tja in boš dobil 15% popust ali nekaj takega na nakup potem. Ali pa stvari, ki pač so še lepe, lahko podariš ali pa tudi prodaš dalje. Naslednja stvar je malo bolj za ženske, oziroma ne malo bolj, totalno za ženske. Gre za Lollicup, proizvajalca Lollicup, ampak so mi ga poslali iz Refusla. Spodaj bo linkano vse, o čem govorim. Lollicup je v bistvu menstrualna skodelica. Če ti tako gledaš, da ne vem, v času menstruacije, kaj ti jaz vem, koliko vložkov porabite, vsaka je drugačna. Jaz osebno sem jih ogromno, oziroma jih načeloma ogromno. In zato je ful fajn, da imaš ta menstrual cup, ampak pač, ker vem, da enim to ni glih fajn. Jaz osebno še nisem probala, tako da vam bom poročala, ko bom probala. Ampak so tudi ti reusable vložki, ki jih lahko perete in so definitivno bolj okolju prijazni. Tudi se mi zdi, da bolj prijazni tvojim lady parts, zaradi tega, ker pač so z blaga, jih lahko pereš in niso tiste kemikalije, ki so še noter v vložkih. Spodaj bom linkala tudi te reusable vložke z blaga in pa to skodelico, če slučajno bi katera probala. Kar se tiče osebne nege in nasplošno nege, imam tukaj v tej vrečkici reusable za ponovno uporabo vatice, ampak so v bistvu kot take male brisačke in jih pač opereš in potem si s tem čistiš dol make-up. Jaz osebno zdaj nosim toliko make-upa in pač ne uporabljam niti make-up removera in se ker s tem umijem, meni je to ful fajn. Jaz imam enega v torbici, pa imam potem v taki nepremočljivi pouchu, zaradi tega, ker si časih čez dan, ko delam, pa tega, ker umijem malo obraz, ker pač mi ful paše, ker ne vem, včasih, ko sem v okolju, kjer je ful veliko ljudi, mi postane neprijetno in se mi zdi, ko imam umazan obraz, ne vem, če mi je fora, in si umijem. Tudi to so mi poslali in sem šla dvigniti v bistvu v Refusl in pa je od Kisa. Recimo palčke za uhe, za čiščenje ušes, ki sem jih dobila pri ok.si. Te pa so v bistvu vaše, da jih se nočem odpreti oziroma od zmagovalca. Noter so lesene, lahko pa tudi uporabljate raztopine za ušesa, ki se kupijo v lekarni in to stisneš noter in pač raztopi ušesno maslo, tudi to imam jaz doma. Naslednja stvar za osebno nego so zobne ščetke, ki so lesene in ta je od, ne vem, kaj se reče, jaz bi rekla Dente Smile, saj ne vem, tukaj gori bo napisano. Glavnem, te so lesene in prosim, to je še zdaj za ta Pride Month, ker so različnih barv. In kot veste, vsi uporabljamo zobne ščetke, večina je plastičnih, to se nabira. Če si vzamete, kupite leseno zobno ščetko, boste res pomagali in realno ni razlike, jaz sem jo začela uporabljati. In na začetku mi je bilo malo me bolelo, ker jaz sem kar občutljive dlesni in imam načeloma ful mehke zobne ščetke, ampak ni bilo bad. Pa zdaj bom pač, ko se enkrat zobi navadijo, itak ni panike, tako da ja. Poleg vsega tega, ko vam kažem, je še ogromno drugih stvari, ki jih lahko kupite, ki so za ponovno uporabo ali pa karkoli. Tudi zobne nitke, šamponi, recimo Lush. Ima te reciklirane posodice, ki jih preseš spet nazaj, dobiš novo masko, imajo tudi produkte brez embalaže, tako pa ogromno drugih, ne ogromno drugih, ampak njih par drugih trgovin, kjer lahko najdete stvari brez embalaže.
trgovine brez embalaže, kot je Refusal, kot sem zdaj že ga parkrat omenila. Glavnem, oni imajo tam vse stvari brez embalaže, lahko greš tja si kupiš testenine, to je recimo v Ljubljani, v Mariboru mislim, da je neka jabolka. In pa še ena stvar, ki je od teh Dente Smile, ki sem vam kazala za začetku, je ta čebelja folija, ki je v bistvu za shranjevanje hrane namesto plastične folije. Zdaj sem naštela in vam pokazala večina produktov, produkte, ki so mi poslali, produkte, ki jih lahko zmagate tudi sami. Lahko bi naredila video brez pomoči podjetij, ker imam večina teh stvari tudi sama že doma. Imela sem sicer pač druge izdelke od drugih firm, ki sem jih kupila sama, ampak sem se odločila, da bom kontaktirala tudi podjetja slovenska, ki ponujajo alternative plastiki in podobnim stvarem in se odločila in jih prosila, če mi lahko pošljajo vse produkte po 2-krat, da tudi en od vas zmaga paket za boljši jutri. En izmed vas, en srečen zmagovalec, bo zmagal večina stvari oziroma vse stvari, ki sem jih pokazala v videu, razen tisto vrečko špara, zaradi tega, ker sem jo sama kupila in nimam dveh. In vse, kaj morate narediti, je iti na moj Instagram in najti sliko z vsemi temi izdelki in boste tam videli, kako sodelovati. Tako da ja. Je pa še tudi ogromno drugih stvari, ki jih lahko naredite za boljši jutri in sicer, kot sem rekla, stare oblačila lahko darujete, lahko tudi izdelate stvari iz njih, lahko si sami naredite krpice za čiščenje hiše, recimo, ko ti porabiš neko majico in recimo ni več za nositi, ker je tak zmuckasta ali pa je kak popackana, jo lahko uporabljaš kot krpo doma. Jaz osebno uporabljam ogromno starih majic, ki so z blaga za lase, pač ko si glavo perem, si dam namesto v brisačo si dam v majico. Ogromno stvari lahko izdelaš, takih za doma, ampak jaz predvsem uporabljam za brisačo in za krpe. Lahko si tudi naredite sami take kot male vatice iz pač starih oblačil, nežnih, iz blaga. Jaz si ful kupujem sadja, ampak ker ga včasih pojem pravi čas in začne postati tako malo bolj mehko, ali pa pač, da ni več tako dobro, ga včasih narežem in ga dam zamrzniti, da ga imam za smuti potem. Ampak tudi ta mesna industrija je kar naporna za naš svet. Ampak nočem zdaj vam tu govoriti, da morate biti vegani, ampak vegetarijani, ker pač ne bom sploh šla zdaj v to temo. Ampak definitivno že za zdravje ne vem koliko je fajn, da bi jedlo za vsak obrok meso. Teda pač mogoče en dan si vegetarijanec na teden ali pa malo večkrat, pač probaš narediti nekaj stvari. Ok, to je bilo to za ta video. Upam, da je bil dokaj razumljiv, ker sem mislila, da sem bila tako all over the place, da sem kar nekaj še stvari bolje govorila. Spodaj vam bom linkala še nekaj uporabnih spletnih strani, videov, kaj podobnega, dokumentarcev, ki si jih lahko pogledate, kjer govorijo še več o teh stvareh, kjer govorijo o zero waste lifestyle, kjer govorijo o problemih živalske industrije, kaj sem hotela reči? Mesne industrije, kjer govorijo o ogromno drugih problemih, o katerih si nisem jaz govorila. Nočem vas prestrašiti s preveč informacij, zato sem se danes držala malo bolj lahkih tem. Mogoče pa v prihodnje govorim tudi o čem malo bolj resnem, povabim mogoče koga iz teh določenih znamk podjetij, da pride na moj kanal in pove mogoče malo stvari. Mogoče bi se pogovorila s trgovino kot je Refusal, kjer imajo pač samo reusable zero waste lifestyle, ker pač se mi zdi to ful zanimivo. In ja, če ste gledali ta video do konca, hvala vam in lahko delite, oziroma če se vam je zdel zanimiv, če se vam je zdel vsaj malo v pomoč, bi vas prosila, da ga pokažete svojim bratom, sestram, staršem, mogoče lahko spremenimo kaj. In pa pozivam vas, da tudi vi govorite malo bolj o tem, da se razširijo pomembne teme. Jaz nisem noben ekspert, jaz ne govorim, da sem angelček in da živim zero waste lifestyle, ker pač vem, da to ni res, ampak se trudim in se mi zdi, da če se vsak trudi, pač najbolj pomembno je, da se trudiš in da skušaš nekaj spremeniti. In najbolj mi je na živce, ko ljudje napadajo druge ljudi, ki se trudijo. Pač vsak naj se potrudi po svojih najboljših močeh in pač začneš nekje. Najbolj pomembno je, da začneš in da se trudiš. Ja. Drugače pa v torbico si dam slamico, krpico za obraz in pa vrečko z blaga, če slučajno grem po kakšne stvari. Hvala vam, da ste gledali ta video in pa
upam, da se vidimo kmalu. Dio!